da je pomembno tudi to, da smo s pravilnikom razširili obseg del, ki jih je možno od 1.1.2015 opravljati preko osebnega dopolnilnega dela. In sicer za 1.1.2015 smo ta dela, ki jih je možno preko osebnega dopolnilnega dela opravljati, razširili tudi z inštrukcijami, prevajanjem in lektoriranjem, s pomočjo pri kmetijskih delih, občasnim izvajanjem umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih, za občasno pomočjo pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali. In pomembno pa je izpostaviti, da je osebno dopolnilno delo možno opravljati samo pri fizičnih osebah. To je z vidika konkurence drugim oblikam dela zelo pomembno. In še ena pomembna stvar je, ko to osebno dopolnilno delo, ki je izjema od dela na črno, da vseeno ne posega v druge oblike dela in tudi omejitev višine dohodka. In sicer je možno letnem nivoju zaslužiti 5948,64 evra oziroma v polletju ne sme presegati 2974,32 evra, kar je seveda znesek, ki znaša 3 povprečne plače iz preteklega leta. Torej, to so te ključni poudarki, medtem ko samo izvedbo bo pa predstavnik generalni direktor. Najlepša hvala za besedo. Kot je uvodoma že povedala gospa ministrica, je osnovni cilj vpeljave vrednotnic bil, da se posameznikom, državljanom omogoči, da delo, ki resnici na ljubo se danes v pretežni meri opravlja kot delo na črno, da jim na enostaven administrativno povsem enostaven postopek omogočimo, da to delo legalno prijavijo in da hkrati tistim, ki to delo opravljajo, zagotovimo neko socialno varnost skozi plačilo prispevkov za pokojninsko. Kot je bilo že povedano, gre za prvi tak projekt, ki je terjal res sodelovanje večjih organov. Naš osnovni cilj ves čas pa je bil, da je za državljana postopek popolnoma enostaven. Se pravi, vsa komunikacija med organi poteka v ozadju. Morda samo bi sedaj na kratko orisal postopek. Vsak, ki izvaja osebno dopolnilno delo, ki želi izvajati osebno dopolnilno delo, se mora priglasiti pri AJPES-u. To lahko naredi takoj po 1. januarju preko spleta ali na upravni enoti. Vendar taki izvajalec del, varuška recimo, to opravi enkrat. In s tem je ona rečeno registrirana, prijavljena. Ko pa pridemo do naročnika, ki želi njeno storitev, je pa postopek naslednji. Naročnik se ne rabi nikjer vnaprej priglašati. Takrat, ko želi, da se storitev varuške pri njemu opravi, bo na spletu, na upravni enoti pisal svoje podatke, iz seznama izvajalcev teh, ki so se priglasili, izbral osebo, to je vse povezano med sebojno, povedal, za katero vrsto dela je to osebo želi najeti in na koncu plačal 2 evra za zdravstveno zavarovanje in 7 evrov za pokojninsko zavarovanje in s tem je njegova dolžnost, bom rekel, upravljena. Pomembno tukaj je poudariti, da imamo kar nekaj vprašanj. Za enega izvajalca kupim kot naročnik eno vrednotnico za vsak mesec. Če imam 2 različna izvajalca, moram kupiti za vsakega izvajalca svojo vrednotnico, vendar enkrat na mesec. Se pravi, lahko se zgodi, da nek izvajalec, ki bo opravljal delo pri varuške pri 5, 6 različnih družinah znotraj enega meseca, bo vsaka ta družina zanj uplačala posebej vrednotnico. Zakaj je to pomembno? Ker bo ta izvajalec za vsako uplačano vrednotnico in hkrati 7 evrov prispevka za pokojninsko pridobil en dan pokojninske dobe. Na ta način bomo tudi tem ljudem, ki to delo že danes po večini upravljajo, tudi omogočali priznavanje pravic iz pokojninskega zavarovanja. Kar je pomembno poudariti je to, da pri samem seznamu del, seveda zakon izrecno določa, gre za delo, ki ga fizična oseba upravlja za fizično osebo. Se pravi, v primeru, ko jaz kot naročnik želim neko storitev in pomembno je, da smo seznam del razširili tudi v skladu z javno razpravo, ki smo imeli in kar nekaj pa tudi smo dobili. Na koncu tega
neko administrativno res enostavnega postopka, bo naročnik, tisti, ki želi, da varuška pri njemu legalno upravlja svoje delo, dobil natisnjeno takšno vrednotnico. Kot vidite, je zadeva popolnoma administrativno enostavna. Zdaj se mi pomembno poudariti, da smo z novim zakonom o preprečevanju dela na črno tudi v skladu z pobudami državljanov zaostrili kazni za tiste, ki opravljajo delo na črno, vendar smo v skladu z mednarodnimi usmeritvami, na drugi strani za uvedbo vrednotnic uvedli, dali ljudem legalno, enostavno možnost, da legalno naročajo te storitve, da bi pomočali še kakšno. Jaz bi morda samo še eno stvar, se mi zdi prav, da povemo. Torej od 1. januarja je možna priglasitev na AJPES-u in osebno dopolnilno delo bo mogoče legalno upravljati samo s prijavo preko AJPES-a, razen seveda za te, ki so že, za te velja prehodno obdobje 6 mesecev. Torej vsi tisti, ki imajo zdaj že priglašeno osebno dopolnilno delo, imajo možnost pol leta, da se priglasijo po novem. Je pa pomembno za vse tiste nove, ki pa se bodo od 1.1. prijavili, da želijo upravljati osebno dopolnilno delo v AJPES-u, za njih je pa potrebno, da naročnik te storitve po novem sistemu tudi vplača vrednotnico. Dejansko bo je treba tukaj povedati polletno prehodno obdobje, ker tisti, ki imajo že osebno dopolnilno delo registrirano na upravni enoti, bodo še vedno lahko opravljali dela za naročnike tudi brez vrednotnice. Tisti, ki so pa v AJPES-u prijavljeni, je pa takoj prehod na nov sistem. To je treba poudariti za ljudi in seveda mi bi spodbujali ljudi, da se prijavijo, zaradi ker vseeno vsaka ura, vsako delo, ki ga opraviš, vseeno veste, da je bilo veliko pripomb v javni razpravi, pa potem ob sprejemu zakona, da je 7 evrov premalo, bolje 7 evrov kot nič. Mi smo vseeno želeli administrativno čim manj obremenilen sistem, ker če bi vezali na konkretno plačilo, bi bilo mnogo bolj zapleteno. To je prvi korak in predvsem je pomembno, da bomo samo izvajanje sistema spremljali. Še eno stvar sem vam dolžna povedati, da s 1.1. bo možno kupiti vrednotnico preko upravnih enot, v naslednjih mesecih pa tudi preko spletnega portala e-uprava, torej elektronsko. Zakaj je do tega zamika prišlo? Zaradi tega, ker prehajamo na nov sistem e-uprave in bi to povzročali dodatne stroške in je bilo dogovor z Ministrstvom za javno upravo, da se skupaj za to prenovo e-uprave zagotovi tudi možnost plačila. Tako da dejansko bo možnost nakupa elektronske oblike, torej preko spleta v naslednjih mesecih. Delamo zelo intenzivno na tem, s 1.1. pa bo potrebno to vrednotnico kupiti na upravni enoti. To je, tukaj ni, zato je ta omejitev, da ne moreš delati pri SP-ju, ker SP ima možnost, da s tabo kot fizično osebo lahko sprejme civilno-pravno pogodbo, torej podjemno pogodbo za upravljanje dela. Mi posamezniki, ki upravljamo, iščemo pomoč za gospodinjstvo, za varuške, da pač te oblike pomoči na domu, pa seveda malce težje znanje mi sklenemo podjemno pogodbo s to osebo. Zato je ta pomemben institut osebno dopolnilno delo, ki to vrzel dejansko naslavlja. Vaša upokojeni, vse fizične osebe, tudi študentje. Za fizične osebe bo angažirati študenta za neko delo, ki je na seznamu del, administrativno bolj enostavno, kot plačaš študentsko napotnico. Se ne moreš, ker mora to on prepovedati. Ampak, moramo videti, tukaj za vse skupine prebivalstva, zaposlene, študente, upokojence, ne glede na status, jim je osebno dopolnilno delo omogočeno. Če bi poenostavili, osebno dopolnilno delo je najlažja oblika dela, kadar naročamo posamezniku storitev, ki se zadeva našega doma. In smo fizične osebe, ki naročamo neko storitev, da nam nekdo okoli hiše popravi. In zdaj smo širili tudi z delo na kmetijo z določenimi elementi. Torej tudi tam, kjer je dejansko delo na črno najbolj ukoreninjeno, ki se ga najbolj izvaja, ker je v bistvu povezava med tem, da imamo delo na črno, ki izpodriva, da ne more nastati niti sektor, da bi lahko izvajalci na trgu preživeli. Ker je enostavno njihova cena. Če pogledamo, ceno
čistilk. Zelo težko biti konkurenčen katerekolmu SP-ju, nekomu, ki dela na črno. In osebno dopolnilno delo je ta vmesna pot.